danes poslušamo svetovnega umetnika. In hvala ti, Marko Hatlah. Zdaj pa sam povej, zakaj Bach, ampak se Hatlah vsi, da ne bi pomotoma tako šelo. Spoštovani, hvala lepa za povabilo, hvala Manca in veliko čast mi je, da smem deliti oder skupaj s tem velikim gospodom Markom. Soimenjak smo rekla, danes bo Marko Double Trouble. Ko ste omenila Bacha, mene Bach zaznamuje že celo življenje in vam zelo težko odgovorim, zakaj mi toliko pomeni. Včasih imam občutek, da vse, kar v življenju počnem, pride najprej iz čustvenega, najprej iz neke emocije in šele potem razmišljam o tem. Ker sem si probal odgovoriti, ampak si ne znam, ker ko sem bil prav majhen, sem že imel to čutenje do Bacha in šele veliko kasneje je prišla ta Nemčija in ves študij in vse, kar sem se poglobil v tega velikega ali pa največjega skladatelja. Tako da jaz mislim, da je to tako kot ljubezen, to je eno čustvo, sovraštvo ali kakorkoli, ki sem ga že zdavnaj začutil. Danes pa pri teh nekaj svojih izkušnjah, pa seveda poleg neverjetne Bachove lepote in strašne arhitekture, ne, ker če se poglobimo v Bacha, tukaj je en kup numerologije, tukaj je en kup simbolike. In ob tem, da je napisal 2000 del in ob tem, da je živel 300 let nazaj in je imel zelo omejene možnosti študija in poznavanja svetovne glasbe in da pa je imel še družino s dvema ženama, seveda po pokojni prvi je se poročil z Ano Magdaleno in še z njo imel nadaljnjih 13 otrok. Tako da njemu je preživelo 13 otrok, 7 jih je bilo žal preminulih, ampak ki je imel še ta pedagoški in ta očetovski čut, si pravzaprav ne morem razložiti, ker pravijo, da če bi samo študent kompozicije prepisoval Bachova dela, bi rabil 40 let, če bi po 8 ur na dan samo prepisoval. Tako da Bach je res nekaj posebnega, obenem pa ga občudujem, ker je bil prežet tudi s protestantsko mislijo in s tem čistim očiščenjem in res vrnitev k temeljnim vrednotam in pri njemu se res čuti to posvečenje. Tako da jaz mislim, če se primerjamo z Bachom, smo vsi ene velike nule, vsi glasbeniki, ker je težko dojeti, da je on, v tistem času so bili po celi Nemčiji Bachi. Ta družina je največja glasbena družina v zgodovini in on pravijo, da je poosebil tisočletno zgodovino zahodne evropske glasbe. Za svojega življenja ni bil najmodernejši, nasprotno, on je zaključil barok, z njim se barok konča in je v bistvu inspiriral vse nadaljne skladatelje in ne boste verjeli, 3/4 skladb, ki jih slišite po radiju, je v osnovi že Bach napisal, ker on je utemeljil harmonijo in tako dalje in tako dalje. O njem je res fantastično. Zdaj je končala in se obrnemo k dragemu prijatelju Marku Pavlihi, ki je napisal eno izjemno svetlo, žarečo knjigo, ki tudi nam pomaga, da najdemo svetlobo, zaupanje, ljubezen, vero, etiko, vse te velike reči, ki jih je govoril tudi Bach. In naslov te knjige je Svetilnik. In jaz vam priporočam, da jo berete, ker smo vsi potrebni te svetlobe. In tvoj največji svetilnik je Bach? Bach pa moja žena. Lepo, Marko, kaj bi pa ti dal? Najprej moja žena, pa pol Bach, ali najprej Bach, pa pol tvoja žena?
Torej, težko je odgovoriti, glede na to, da je imel gospod Bach 2 ženi pa 20 otrok. Jaz sem pa samo 1 ženo pa 2 otroka, ampak so vsi še tule, tako da bi jih rad pozdravil. Kar se tiče pa Bacha, jaz sem ga malo začutil, ko sem igral klasično kitaro in toliko začutil, da sem prebil ure in ure, da bi se navadil te preciznosti, tega neverjetnega sozvočja. Mendaj bo tudi dober matematik, ker je mene sicer prvotno odbijalo, ker ne vem, okolica me je vcepila v glavo, da nisem za matematiko. Zdaj na zrela leta, ko je treba narediti preskok, kot bi naš prijatelj Brooks rekel, iz fluidne v kristalizirano inteligenco, mi je pa matematika vedno bolj všeč. Morda tudi po tvoji zaslugi, draga Manca, ki je izvrstna fizičarka in tudi matematičarka. No in danes, ko sem pa danes poznal mojega soimenjaka, je pa res ni double trouble, ampak to bi lahko rekel, da je wonderful lighthouse, torej čudovit svetilnik. In zdaj govoriti o moji, recimo, mikrosvečki, ki jo predstavlja ta knjiga, v družbi takih 2 sončkov, kot sta vidva, in potem še Bach, ja, ne vem, kaj bi naredil. Že dovolj, da sem tu prisoten. Najlepša hvala, da ste prišli, zdaj pa kar grem. Dragi Marko, ta knjiga, ki jo pravkar omenil, Marko Pavliha, Vedno hrepkejši, kako do uspeha, sreče in globokega občutka smisla v drugi polovici življenja. Ti si ravno tle nekje, ne? Prvo poglavje je že mimo, ampak a ti tudi misliš, da je en prehod v teh letih, da iz ene vrste inteligence prehajamo v drugo, ki je drugačna, ampak nas dela še krepkejše. Mislim, jaz sem si vse počrtala, ne? A veste? Zelo težko vprašanje, ampak po mojem občutku se mi včasih zdi, kot da je življenje vnaprej posnet CD. In ker ko gledam sebe, kako sem razmišljal 20 let nazaj ali pa 10 ali pa zdaj, dnevi se mi zdi, kot da se ponavljajo, ampak nekako jaz se pa spreminjam. Ne z nekimi globokimi ugotovitvami, ampak enostavno te peljejo drugačna vprašanja, drugačne misli in nekako, ko si bil mlad, imaš nekakšne idole, apetite, potem pa z leti vedno se te prioritete spreminjajo, tako da jaz verjamem, da človek je veliko več, kot samo mi mislimo, da kontroliramo, ampak da nas dejansko vodijo ta občutenja in čustva in da ne bom rekel nekaj višjega. Kaj reči? Le sedimo prav zato, da govorimo o tem, ker drugi ne moš. Razen pa Markovem novem predmetu. Kar povej. Ki se imenuje celostno razmišljanje in delovanje, ampak tudi pri tem predmetu, ki je bil plod nacionalnega programa za odpornost in okrevanje. To so si sposobni izmisliti samo naši birokrati in politiki, čeprav sem bil tudi jaz leta nazaj eden od teh. Ampak takega si nisem spomnil, je bilo pa dobro, ker so nekateri moji podjetni kolegi na Naravoslovno-tehniški fakulteti ugotovili, da to diši po financah in da bi bilo možno iz tega narediti tudi nov predmet. No in da skrajšam zgodbo, 3 fakultete na Univerzi v Ljubljani smo se povezali in sicer poleg Naravoslovno-tehniške še filozofska in pa moja fakulteta za pomorstvo in promet in skovali predmet, ki ima nekonvencionalno ime, celostno razmišljanje in delovanje, ki je večinoma požel pohvalo in jo žanje še naprej, zlasti strani študentov, ki jih imamo in predavanja že potekajo, ampak takoj na samem začetku seveda ne bi bili v naši dolini šentflorjanski
če ne bi bili deležni javnih kritik, obsodb, da se gremo psevdoznanost in najhujša je bila pa tista, da želimo Boga pripeljati na univerzo pri stranskih vratih. To je bil citat. Človek ne more verjeti. Pa ne samo zaradi tega, da je eden od zunanjih predavateljev tudi nam vsem drag prijatelj, pater dr. Karl Gržan, pa seveda tudi takšni izjemni strokovnjaki, ki pač niso vdani zvesti prevladujoči paradigmi, recimo Andrej Detela in tako. Ampak mi se ne damo, seveda boli, ko kaj takega na samem začetku slišiš, ampak to človeka krepi in sem vesel, da si me vprašala, ker to je tisto, sem profesorju Demšarju, prijatelju, rekel, ko je stvar zaživela, vidiš, nekaj pa že imam za tisto tretje življenjsko obdobje, ko bom v penziji, če me boš rabil, evo, ta predmet pa vedno pridem predavati. Tako da se stvari dogajajo v Brooksovem stilu, če smem še na to reči, ne, tako kot je Marko rekel, res po neki višji, če smem reči, božji partituri. Kar odvija se. Moja kariera je bila, če zdaj gledam nazaj, res zelo turbulentna, ampak prav je tako, ne, od gospodarstva, politike, malo odvetništva, pa fakulteta, pa spet malo nazaj, kam drugam, ampak kot pravi Arthur Brooks, in kako zveni, ne, menda ta ime Brooks, ne, je isto kot Bach v nemščini in menda pomeni potok, torej žubori, teče, ker nas pa spominja na Tao tečink, na vodo. In kar naenkrat, vsaj pri meni, po 50. letu, so zadeve začele nove obrise dobivati, vedno manj želje po prerivanju, po svetlobi, po egu in vedno bolj tista svetloba, ki pravzaprav zdaj, če se nazaj oziram, sveti že iz otroštva. Povezana z umetnostjo, jaz ne vem, če sploh lahko v taki družbi to rečem, ampak v neki fazi bil na tem, da bi se glasbi posvetil, ne. Hodil sem v srednjo glasbeno šolo, igral kitaro klasično, prej seveda tako, kot je bilo treba, blokflavto, ne, Franca Šturma, sem rojen Šiškar, čeprav zdaj že vrsto let živim na Obali, no in nekoč sem očeta, ki je tudi glasbenik, ne pretiravam, če rečem 80 let, 89 bo star v kratkem, klarinet igra, in sem rekel, tati, pa kaj misliš, da bi jaz študiral glasbo, kako ti na to gledaš in tako, ne. In v bistvu sem mislil, da sem mu bo mal prikupil kot amaterskemu glasbeniku in tako rekel. In mi je rekel nekaj, kar je bilo boleče, ampak je imel prav. Rekel je, pa bi bil pripravljen tudi igrati recimo kot eden od instrumentalistov v velikem simfoničnem orkestru, če recimo ne bi uspel solo kariero. In jaz sem mu seveda malo jezen na njega, ne. Kako dvomi je, jaz sem takrat pri tistih letih mislil, da bom pojutrišnjem Paco de Lucia ali pa ne vem kdo, Vlatko Stefanovski, ne. Ampak danes, ko se ozrem nazaj ali pa ko poslušam gospoda Hatlaka, ja, prava odločitev, še vedno mi mogoče pero boljše leti kot prsti po kitari in tako se zadeve res, nekaj nas vodi. Jaz vse bolj pogosto rečem temu, kar Bog. Včasih sem temu sramoval, ampak mislim, da zdaj pa tako, ne. Nekdo je rekel in potem res končam, da ne bom predolg, Wayne Dyer, verjetno da nekje pred mogoče letom dni pred odhodom v onstranstvo je v zadnji knjigi, ki ima naslov I can see clearly now, ne, zdaj pa jasno vidim, razlagal o tem, kako se je te besede otepal, je rekel, potem mi je pa eden od mojih mojstrov indijskih rekel, pa jo zamenjaj s čim drugim, recimo z vesoljem, kozmično inteligenco, če te tako moti, če te v bistvu beseda Bog preveč spominja na kakšno institucijo, na posrednike vere in tako. In potem smo imela s sinom v času covida tudi to debato in so prišla do tega, ja sej v tem primeru je vseeno, kako imenuješ, ne, rožo, če bo to vrtnica, bo še vedno dišala kot vrtnica, kot je Shakespeare zapisal. Marko, ljubi, se smem prositi
da prebereš enega zadnjih odstavkov, čisto zadnjega, iz Gluhca, ko pa to knjigo damo stran, pa vam priporočamo toplo, da jo kupite, upam, da jo imajo tamle. Imajo! No, kupite tudi, ali pa tudi. Ja, vem, da ni marketinško ali pa politično, da hvalim druge knjige, če je tudi moja na mizi, ampak res je odlična knjiga. Jaz sem jo zdaj še enkrat prebral, tako kot Manca, podčrtal, Svinčnikov in vse, in je res prišla, ja, pride takrat, kadar je učenec pripravljen, ne? In zdaj sem očitno v tistih letih. Od slede naprej. Kar do konca? Ja. Knjigo so posredno ali neposredno navdihnili številni duhovni učitelji. Prvi med njimi je Tenzin Gyatso, njegova svetost Dalaj Lama. Njegovo mentorstvo v preteklih 9 letih in najino skupno pisanje je temeljito vplivalo na moje razmišljanje. Drugi je škof Robert Barron, ki mi je pomagal, da bolje razumem svoje življenje in delo kot apostolat. In naposled še Ester Mand Brooks, ki je moja soproga že 30 let. S svojimi stališči in dejanji me je o ljubezni in sočutju do vseh ljudi naučila več kot kdorkoli drug. Ona je moj guru, njej posvečam to knjigo. Ja, wow, ne? In z Brooksom, mislim, zdaj jaz za Brooksa vem, on zagotovo ne ve zame, ampak koliko teh sinhronicitet, ne? Katalonka mimo grede, ta Ester, pisano brez H, ne? Torej Ester, tako kot moja Ester. Hvala ti, Manca. Ja, lej, res. Ja, to je res. In midva sva poročena že 36 let, tako da. Malo več. Jaz ne bom čestitala, ampak ne. Prav res, ja. Ja, je res. Viš, ampak prizna pa. To je tudi napredek teh vedno krepkejših let. Ampak veš, nekdo mi je enkrat rekel, ko me je tako na hitro v 3 sekundah psihološko ocenil, da sem pozni znanilec. Tako da v bistvu Ester najboljše šele čaka. Zdaj, če zdrži tam nekje do 40. obletnice, ne? Če bo le zdravje dano in tako, ampak... Marko, zdaj si pa ti na vrsti. Sem svoja. Da nam zaupaš. Kdo je bil pa tvoj konkretni svetilnik? Ker ti nisi imel razkošnega življenja tam v tisti Ilizijski dolini, pa vendar si dosegel vse. Hvala, Manca, da tako lepo rečeš, ampak ponovno nimam odgovora na to vprašanje, ker jaz znam dati vse nasvete, kako zvadi, kako se loti, ampak tistega, da se usedeš, da imaš to rad, da te to vleče, da o tem sanjaš, da se zbudiš in o tem razmišljaš in da hodiš in poješ ritme, da si zapisuješ melodije. Ne vem, najprej se mi je zdelo kot zabava, da je to zabavno, in ker notice, veste, vsak lahko postane skladatelj, ne? Ker notic je samo 12. Ne? Če je to C, je tukaj naslednji C in vmes je samo 12 poltonov. In cela svetovna glasba je napisana znotraj teh 12. In čisto vsakega lahko gremo en tak kviz, da napišemo na listke gor note, pa jih mečemo po tleh, tako kot je delal John Cage, recimo ameriški avantgardni skladatelj, in bodo nastajale kompozicije. Ampak tudi tišina, ja, ta njegova znana, ne? 4 minute 33 imaš verjetno v mislih, a ne? Ampak jaz o sebi nikoli nisem imel nekega mnenja, da sem ful talentiran ali pa kak bi rekel. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, pa srečam ljudi, ko mi rečejo, a viš, a ne, že v osnovni šoli si tisto zajahral, si ono naredil. Rečem, mogoče pa res, ampak srečo sem imel, da sem imel izjemne učitelje. Mamica moja je bila ta prva, ne, ona mi je rekla, mulc, sep nisem kupila krznega plašča, da bi tebi kupila harmoniko. Glej, da boš vadil, ne.
In pol kasnejšnja modrost, ki jo ne bom pozabil, je rekla, ko bo znal na vseh 10 prstov špilati, boš že nekaj malega znal. Ne. Tako da je nekako zmeri znala tista nova vrata pokazati in odpirati. Pa so si posledili odlični učitelji in na srečo, v nesreči v Ljubljani ni bilo akademije za harmoniko, tako sem mogel iti v tujino in srečal tam strašne umetnike in je bilo spet novega motiva. Mogoče se spominjava naša ljube Nataše Kelhar, ki te je oboževala. In se mi zdi, da je njena ljubezen žarela v sebe in da si še danes zelo hvaležen. Še zmeri je z mano zdaj ta trenutek, se mi zdi, ker Nataša je bila, jaz mislim, da izredno menedžer, umetnik sodelovanja nastaja sem z velikim spoštovanjem in ljubeznijo in ona je verjela. Jaz takrat, ko sem bil najbolj prestrašen, da ne bom zmogel, je rekla, kaj ti boš raztural, res me je znala zmotivirati in zdaj, ko je več ni, je še vedno vsak dan nekako tukaj z mano prisotna in ja, sem ji zelo hvaležen, brez nje ne bi bilo nič. Ko jo več ni, jo je še več. Včasih se mi zdi, veste, to življenje je minljivo, ampak te misli pa ideje, to pa so brezčasne, ne? Tako da to, kar je ona meni dala in vsem nam in tudi tebe me predstavlja in gospo Ifigenijo tam, ki jo imam tudi neizmerno rad, tako da. Nataša je bila svetilnik, sigurno. Zdaj pa ljubi Marko tvojemu svetilniku. Tvojemu svetilniku niti ene besede ne reče o alkoholizmu in o tvojem zdravljenju, ker to so pa vsi mediji napisali po nekajkrat. In pol je še tvoj lepi sin postal zdraven zaradi tega, ne? Pa ima podcast, pa še on zdrav. Dovolj znano, ne? Dovolj. Ampak če je pa mogoče manj znano, v tej knjigi je zelo veliko takih malih presenečenj, ki spregovorijo o tebi tako ganljivo. Recimo, tako si bil malo bolj ohrodov deček, ne? In ti je bilo težko, meni tudi, jaz sem bila pa taka suhla. In kako se iz tega izkopati, ne? Ti si prav en načrt naredil, kako boš osvajal punce, kako boš glaven in si preživel to zoprno obdobje. No, pa v tem kaj povej. Jaz smo bili vsi notri. Ja, res je. Osnovna šola oziroma še poprej, lahko rečem, zelo lepo, čudovito otroštvo v Spodnji Šiški, zelo blizu cerkve svetega Frančiška, ki zdaj ti stanuješ, s tem, da v mojem otroštvu praktično ni bilo nobene stavbe med našo hišo in cerkvijo, ki je v bistvu nedokončana cerkev Plečnika s tem lepim turnom, če kdo živi v okolici, to dobro pozna. No in jaz sem bil varno spravljen v objem starih staršev, očetovih staršev v tej hiši, stari hiši, ki jo je ata, kot sem rekel, staremu očetu zgradil še pred drugo svetovno vojno. V prvi svetovni vojni bil na Soški fronti, bil je drugače vlakovodja. No in v tem delu se spomnim čudovitih zgodb in pripovedi, mogoče bo prilika še kaj reči o tem, ampak zakaj to razlagam? Zato, ker je bil toliko večji šok prvo nekaj mesecev v vrtcu, kar naenkrat si obdan z vrstniki, ne? Kar naenkrat si v tropu, kjer si pravzaprav ne želiš, ker si bil navajen na drugo pleme. No in potem osnovna šola, kjer se res prvih nekaj let nisem znašel. Občutek sem imel, da se je vse zarotilo okoli mene in naj povem samo eno epizodo, torej od tega, da sem dobil raznovrstne podpise v beležnici za starše,
kar je bil svoj vrsten šok, ker doma so me imeli, čeprav se še nisem dotedaj šolal za pridnega otroka, ne. Potem pa Marko nima cicibana, Marko nima prtička, Marko nima unega, klepeta, ne vem kaj še vse. In potem sem bil celo enkrat ponedolžen, moram reči, tako kot je Erazem večkrat nastradal in se je potem zatekel k potepuhu, ne. Smo morali malicati, ne vem, če ti se še tega spomniš, ne vem, Marko, smo morali imeti na prtiček na mizi in potem malico, ki si jo dobil v šoli ali si jo seboj prinesel, pa mislim, da je bila šolska. In mi je sosed stalno nagajal, še vem, da je bil Andrej, s prtičkom tako me malo frcal, pa to, pa drugače zelo miroljuben človek, ampak ne vem, očitno je videl, da sem jaz še bolj miroljuben, pa da lahko nad mano zganja določeno mikronasilje, ali kako se temu zdaj reče, mikroagresijo, ja. In seveda jaz sem skušal biti stoičen, čeprav nisem vedel, kaj ta beseda pomeni, pa sem malical pa to. No, v nekem trenutku mi je pa počel film, kot se temu reče, in sem vstal in sem ga s prtičkom malo klofnil in seveda v tem trenutku pride v razred tista razredničarka, meni se je zdelo, da je imela 2 metra oštra in tako ime bom zamolčal, ne. In seveda Marko Pavliha se pretepa in sem bil zaprt po pouku. Veste, takrat se niso kaj dosti zmenili za človekove pravice, takšne in drugačne, ampak to je bila kazen, ki je bila še hujša kot stanje v kotu. No in potem kasneje se je zadeva obrnila na bolje, tudi jaz sem imel kar nekaj svetilnikov, izrecno pa moram omeniti svetilničarko in svetilnik profesorico Jožico Zorojo, ki me je v 4. razredu osnovne šole navdušila ne samo nad branjem, to sem bil že poprej, ampak tudi k pisanju. In sem moral kar piliti neke majhne zgodbice, pesmice, to, ona jih je pa pošiljala v medije. Pa bom nekaj objavil v Dnevniku, pa ne vem kje, in res, še danes sem jih hvaležen za to. Samo potem se je tekom let spet to zgubilo, no in zdaj prihajamo v tisto obdobje, Marko, ki se je potem poboljšal in postal odličnak, je videl, da je to vse lepo in prav, da ga imajo radi starejši učitelji in učiteljice, ampak v svoji druščini med vrstniki pa ni najbolj priljubljen. No in takrat se pojavi kitara, oziroma še poprej blok flavta, ki jo je bilo treba, ne vem, 1-2 leti v pripravljalnici igrati, ampak sem videl, da s flavto, kam daleč pri puncah ne bom prišel, ne. Saj z blok flavto ne. Dobro, pol, če bi bil kot v Jethro Tullu, ne, tisti glasbenik bi bilo drugače, ampak ko sem pa potem ugotovil, da se da na kitaro še kaj drugega zaigrati, je prišla pa gimnazija, no in takrat se človek lahko, ne vem, ali je to del odraščanja, ali je to ena od pot osebnosti, skratka en tak, kako bi rekel, simpatični gavnar, ne, če bi prevedli iz italijanščine nekaj takega, seveda nisem bil cvekar in nikoli nisem dobil ukora ali kaj takega. Pravzaprav je bila ta kazen, da sem bil zaprt v 1. razredu osnovne šole po pouku, ena najhujših v mojem življenju, ampak ravno glasba. Pa se mi zdi, da takrat, kadar sem igral, da sem bil res povezan z nečim višjim, saj tako je delovalo. Je pa res, da sem potem tekom let ugotovil, da sem za to višje, za to povezavo prevečkrat potreboval tekočega demona, ampak o tem sva rekla, da danes ne bova govorila. In je bilo eno lepo najstniško obdobje, ki sem ga potem začinil z eno nenavadno epizodo, ampak vsega ne smem izzati, verjetno. Ne, ker to knjigo boste kupili, ne. In boste sami prebrali, to smo enih kamenčkov svetlih, da se ta mozaik, ko se sestavlja z branjem, res kar zasvet. Jaz bi mi na tem mestu povedal samo nekaj, torej, ja, na vsak način bom vesel, če boste knjigo kupili, boste dobili mojo posvetilo, tako, ampak če drugega ne, fantastičnih je zadnjih 10 strani, ki so jih prispevali dr. Manca Košir,
Tone Partlič in moja urednica Tadeja Zupan. To je pa res čudovito branje. Torej, če drugega ne, vsaj teh 10 strani je res fenomenalnih in Manca na tem mestu srčna hvala za vso tvojo podporo v tem času, ko se poznava, pa se že kar nekaj časa poznava. Zelo dolgo. Ja, vem, da si tudi 20 let sigurno. marsikdaj si v obrvi privzdignila nad mojimi določenimi, ne vem, tako kot se celo življenje iščem, sem se iskal eno obdobje tudi na političnem parketu, ne? Ampak očitno sem moral jeti tudi to skozi, v dobrem, v slabem, ampak Manca mi nikoli ni zamerila. Mi je pa kar direktno povedala, če je bilo kaj narobe. Vse veste, ne. Kaj ti je pa tega treba bilo? Moji ljubi ljudje, ki so nekateri z menoj že več kot 30 let in oni mi prav dobro poznajo in vejo, da jaz kar rečem. Se ne s sabo ne mislim. No, zdaj pa, Maško, glede na to, da bodo knjige kupili. A si ti za to, da mi naredimo veliki finale za zaključek tega srečanja? Se vidite, spet so mi neki zob dali stran, kaj še sledi, ne bom razmišljala, ampak jaz te prireditve nisem več sposobna voditi, ker je za mene prenaporna. Stanuje pa v mojem srcu in dostkrat, ko zamišljim vas vidim in bi se ob tej priložnosti tudi rada lepo zahvala čudovitemu slikarju, ki utripa njegovo srce v mojih barvah in ono meni ne vidi veliko. Ampak jaz sem jo prosila, da naj danes prinese Silvester Plocar Sikvoje Devsan. Sem videla na tej sliki Kajtina. Sova, seveda. Katera je pa moja najljubša ptica? Ja, sova. In to so te sinhronicitete, ki mene v življenju napadajo. Zdaj se kar nekaj zgodi, kar si ti, nenavadno. Jaz verjamem v čudeže in te so na sporedu vsak dan. En od teh je ta, da mi je Tina rekla, zjutraj si imela čisto šibek glase. Nisem verjela, da boš zmogla. Ja, pa pridem zdaj, imaš pa prav močen glas. Sem rekla, milost pomagajo, ker človek ni nikoli sam. Verjemite mi, nikoli. Seveda se zahvaljujem mojim šeficama tamle lepima, da so to omogočili v imenu kulturnega oddelka MOL, ki tole krije te stroške, kje pa je Ljubi Dušan. Ja, te moramo pa specialno zaprositi, ker kosti se pa ti ne matru. Jaz imam posebne goste. A veste, moji gosti so posebni. Ali bom lahko parkiral tam, pa tam Boga je že čisto zmatrana pomrtva. Ja, no pa parkiri, Marko, pa sploh ne parkirate. Nekaj ve, da bi bilo to meni ljubše. Tako je, pa lep sprehod je bil. Ja, a ne? Je pa res, da nisem računal, da bo v mojem rojstnem kraju ob 6. zvečer 28 stopinj. In mislim, da smo še vedno aprila, ne? Čudovito je. Ja, tole, se veste, vsakmu posebej se zahvaljujem.
Objema me pol ne, sam vrata odprite, da bom sicer šla skozi, pa domov. Zdaj pa tebe prosim za veliki finale Večerov z Manco Hošir, zgodbe o knjigah in ljudeh, da Marko Hatla nariše veliko Bahovo srce.
Kakšno želiš? Lepo. Ravnostno. Lepo. Prej smo se pogovarjali z gospodom Markom, a dovoliš, če zaigram enega Mlakarja? Ker je Mlakar tudi tak življenjski kot gospod Pavliha in se mi zdi, da bi Njemu bilo zelo čast tole. njemu čast. Jaz sem imela že dovolj. Tudi mu všeč, ne? Ja, Tudi si slišal, da hčerka pleše tango, ne? Tako da to bo en tak mali Marija. Mlakarjev tango. Poglejte vi te rože, te rastejo. Bertolin je bil strašen temperament. Zaradi njega so babe, ko bi se reklo, padavale v žveli med. Ma njega ni brigala, nobena pupa ne gospane, ne, samo lepa Štefana. Mu pri srci je bila tisto leto jeseni, je vlih mislil je vse. Ma prišla je vojska in Bertolin ni imel druge, je mogel je samo je Štefana pridušala, da ostala mu zvijesta. Ko Bertolin se bo vrnil, bo njegova nevjesta. Ma Bertolin je raztegnil harmoniku svoju, si obrisal je solzu, a tako je zapojil. Moja Štefana, življenje a smrt, ti si za mene, tako ka rajski vrt. Ma Bog mi dal, da bi sratal tvoj mož, bila svojca si moja, več moja ne boš. Bertolin je pisal, ma skoraj vsak dan. Štefanka pri njem je zmeraj manj in manj. A je hejnjela čakat, a nje drugi je vzal, je. Ko Bertolin se je vrnil, je vlih na vohcet prišel. Se je usedel za mizo, a nje gledal Štefanu, kakšen drug bi jo s sobou, a njo zmerjal s putanu, kakšen drug bi na vohceti naredil. Ma kakšen drug, ja, samo ne Bertolin. Ma Bertolin je raztegnil harmoniku svojo, si jo
obrisal je suzu, a tako je zapojil. Moja Štefana, življenje a smrt, ti si za mene, tvoga rajski vrt, ma Bog ni to, da bi sratov tvoj moč, bila svoj cajt si moja, več moja ne boš, je od takrat pa samo. Že dosti od takrat že stokrat se obrnuje svet. Je šlo štja, 2, 3 države, ma ni ugasnu ognjene, je ljubezni ta prava. Je umrla Štefana. A ni umrl Bertolini. Harmoniku svoju si obrisal je suzu, a tako je zapojil. Moja Štefana, življenje a smrt, ti si za mene, tvoga rajski vrt, a Bog ni to, da bi sratel tvoj mož. Bila svoj cajt si moja, a viš, tem kar pa idrsko pa videla, ne? Več moja ne boš. Bravo! Vse, kar se narobe. Bravo. Izvoli, ker zdaj moramo pa narediti zadnjo fotografijo, Tomaž. In če bo prišel, tako, zdaj se pa jaz vsem vrnem fotografije in se vam ker ne bom sprejemala objemov, ampak trebila domov direkt v poslo.